Tole. Upam, da se slišimo, bomo počasi kar začeli. Nekaj se je že pridružilo. Verjetno se nam bo kdo pridružil tekom samega webinarja. Kakorkoli, lep pozdrav na današnjem webinarju, kako računalništvo v oblaku izboljša poslovanje podjetja. Vedno več podjetij se odloča za uporabo oblaka oziroma storitev v oblaku. Po Gartnerju naj bi do leta 2025, jaz upam, da se slišimo, mogoče še samo to na začetku vprašanja, lahko to postavljate pod rubriko Questions and Answers, tako da če imate karkoli za vprašati, nam lahko to sporočite in bomo probali tudi sproti odgovoriti. Kakorkoli že, kot sem že omenil, računalništvo v oblaku beleži zelo veliko rast. Po Gartnerju naj bi do leta 2025 več kot 50% organizacij uporabljajo storitve v oblaku. To je kar velika številka, in danes bomo pa mi pogledali, zakaj je oblak, storitve v oblaku, zakaj ta zadeva postaja tako zelo, ne samo popularna, ampak tudi bi temu rekli zelo uporabna. Danes bom z vami Mario Pintar iz podjetja Kreon in pa Rok Zemljarič, ki nam bo pridružil na končnem delu, da vam bo malo bolj razložil načine uporabe oblaka, razlike med največjimi ponudniki oblakov in podobno. Tako da, kot sem že omenil, prihajam iz podjetja Kreon, gre za norveško podjetje, ki je že več kot 20 let na trgu. Od letos je tudi v Sloveniji, podružnica v Sloveniji, Kreon Slovenija. Kreon deluje več kot 40 državah po celem svetu in imamo nekje na voljo več kot 2000 strokovnjakov za programsko opremo, oblak, oblačne storitve in pa tudi za rešitve umetne inteligence, machine learninga in pa interneta stvari. V Kreonu verjamemo v moč tehnologije za boljši jutri, verjamemo v to, da lahko spreminjamo svet na bolje in dejansko skozi različne primere oziroma case, ki jih že imamo na Kreonu, se dejansko vidi, kako tehnologija zelo vpliva na življenje tudi vsakega posameznika, ne samo na življenje podjetja. Naše poslanstvo je pomagati podjetjem na poti do uspešne digitalne transformacije. Smo partnerji največjih ponudnikov tehnologij, tukaj tudi štejemo ponudnikov oblakov, imamo več kot 7000 certifikatov, zaupana več kot 80 000 podjetij po celem svetu. Tako da lahko rečemo, da imamo izkušnje iz različnih področij, iz različnih branž, iz različnih dejavnosti in dejansko nekje na Kreon grupi pravijo, da ni težave, ki je na Kreonu že niso morda rešili. Kreonova področja delovanja se delijo nekje na 4 stebre. Prvi steber je nekje migracija, migracija oblaka, ocena zrelosti, ali je podjetje primerno, katere rešitve so primerne. Skratka, gre za tisti prvi korak, ko se nekdo odloči, da želi stopiti na digitalno pot, na pot digitalne transformacije s pomočjo IT rešitev za prihodnost v oblaku. Drugi steber, ki ga Kreon pokriva, pa se nanaša na optimizacijo več oblačnih hibridnih okolij, gre za optimizacijo licenc in podobnih zadev. V času pandemije smo bili priča, bomo rekli, množičnemu nakupu, uporabi novih tehnologij
predvsem zaradi dela nadaljavo in podobnih zadev. In v teh primerih je veliko prišlo do kakšnih licenc, ki so nerabljene, nakupa programske opreme, ki je nerabljena. Skratka, na tem področju lahko Crayon, to je nekje tudi naš DNK, lahko Crayon naredi optimizacijo in v povprečju nekje prihranimo strankam 23–30% IT stroškov. Smo pa tudi bili v prejšnjih letih dvakrat izbrani za vodilne na področju SAM storitev oziroma software asset managementa. Četrti steber, ki se nekje dotika dela, bom rekel, vzpostavitve sodobnega delovnega mesta, čemur smo bili priča v času pandemije, ko smo morali začeti delati od doma, smo morali porabiti nove tehnologije. Pri teh novih tehnologijah je zelo pomembna ta kibernetska varnost. Kot bomo kasneje videli, sem pripravil nekaj primerov glede kibernetske varnosti, kako zelo pomembna je pri vseh vidikih, še posebej pa tudi pri samem izobraževanju ljudi, in pa ponujemo tudi IT podporo, se pravi za vse IT izzive, ki jih podjetje ima. Četrti steber se pa nanaša nekje bolj na inoviranje in rast podjetja, tukaj pa se ukvarjamo z AI rešitvami strojnega učenja, interneta stvari in podobnih zadev. Skratka, ta del, ki je namenjen tistemu razvojnemu delu podjetja. Pa gremo zdaj kar na ta današnji webinar, na oblak, takšne storitve, kakorkoli bi že to poimenovali. Tukaj vidite, kakšna je zgodovina oblaka. Zadeva sega nekje v leto 1972, ko je IBM razvil first VM, se pravi virtual machine, se pravi, je to že kar nekaj let od tega. Potem, recimo leta 1991 je smo dobili internet, to zelo vplival na naše življenje, pa tudi na poslovanje podjetij. Potem 2002 je bil oblak Amazon Web Services oziroma AWS, kot govorimo s kratico. Leta 1997 je Ramesh Jellappa, upam, da sem prav prebral, nekje definiral, kaj je to oblak. In po letu 2000, ko so se te zadeve začele množično pojavljati, pa storitve v oblaku beležijo zelo visoko rast uporabe in pa tudi samih ponudnikov, veliko več je ponudnikov, ki to ponujajo. Kaj sploh oblak je? Če bi to vprašanje zastavil 10 ljudem, bi dobili 10 odgovorov. Vsakdo si nekako drugače to razlaga. Slišal je nekaj že o tem, tudi sam do aprila, ko sem prišel v to podjetje Crayon, nisem slišal za oblak, ampak zdaj vidim, da sem imel napačne predstave o tem, kaj to je. Pri oblaku se pojavljajo tudi, bomo rekli, različna poimenovanja, gre za storitve v oblaku, cloud. Oblak je nekako tako poimenovanje, bomo rekli, povezano z vremenom. Če vpišete v Google oblak, pa bo verjetno vrgel tudi kaj v povezavi z vremenom. Pojavlja se tudi različni nazivi. Skratka, tako da tudi v sami prezentaciji bomo uporabljali verjetno enkrat druga, enkrat tretja, ampak v samem bistvu pa je pač mišljeno na en sam oziroma oblačne storitve. Če nekako povzamemo, kaj to oblak je, lahko rečemo, da gre za strežnike in podatkovne centre na različnih lokacijah, ki ga stranke uporabljajo za upravljanje podatkov
in aplikacij s pomočjo interneta. To je neka taka poenostavljena, bomo rekli, definicija. Skozi samo to prezentacijo pa upam, da boste dobili več odgovorov, več vpogledov v to, kaj oblak je. Nekje ločimo 3 tipe oblaka. Prvi tip je javni oblak, drugi je privatni, tretji je pa hibridni, se pravi kombinacija nekje obojih. Kasneje bomo videli, ko bo Rok tudi razložil malo te zadeve, kaj posamezen izmed teh pomeni, kako se kombinirajo in podobno, tako da boste kasneje dobili točen vpogled. Tako pa rečemo, za neko primerjavo skozi celotno to prezentacijo bom probal uporabljati kakšne primerjave, da se bomo mogoče lažje zapomnili. Javni oblak gre, lahko primerjamo z avtobusom, ki ga uporabljajo vsi ljudje, veliko ljudi. Privatni oblak je zaprt, lasten avto. Pri tem pa, ko imamo nek privatni oblak, se moramo zavedati, kot tudi pri avtomobilu imamo začetno investicijo, imamo stroške vzdrževanja, registracijo, skratka moramo za vse poskrbeti. Hibridni model je pa nekje kombinacija obeh. Ampak, kot sem že povedal, potem mogoče vse kasneje. Bi se pa na začetku malo posvetili nekemu, če temu rečemo, tradicionalnemu načinu delovanja računalništva podjetij, kjer v preteklosti danes imajo podjetja strežnike, na katerih so aplikacije in podobno. Ko govorimo o strežnikih, vemo, da je pri teh jih je potrebno nakupiti. Gre za veliko investicijo, se pravi, potrebno je poskrbeti tudi za primeren prostor, kamor bomo te strežnike postavili, potrebno je vzdrževanje, potrebna je skratka celotna ta infrastruktura, ki jo moramo sami postaviti, da zadeve delujejo. Za delovanje na strežnikih potrebujemo tudi software oziroma programsko opremo. Programsko opremo potrebno prav tako kupiti. Pri programski opremi je pa še zadeva ta, da je potreba zadeve posodabljati, konstantno posodabljati. To je zelo pomembno z vidika kibernetske varnosti, ker bomo kasneje tudi videli, da so zadeve posodobljene. To je tudi eden izmed ukrepov, ki je zelo, zelo pomemben, da zadeve delujejo, kot je potrebno. Seveda pa ta posodabljanja zahtevajo od nas, tudi oziroma od skrbnikov, IT skrbnikov, delo, spremljanje, skratka, zahtevajo neko njihovo skrb. Na drugi strani pri software imamo pa tudi licence, gre za licence, ki so zelo, bomo rekli, kar velik del stroška, ko jih recimo nakupujemo, obnavljamo, in pa na drugi strani pa potrebno skrbeti tudi za skladnost uporabe. Se pravi, da so te licence skladne z tem, za kar naj bi bile namenjene pri uporabi. Velika nevarnost namreč je, da pride do neskladne uporabe licenc. Zakaj? Zato, ker pri tem podjetje, ko to ugotovijo, če vidijo, da so uporabljali neskladno, lahko podjetje plača kazen. To pač niso majhni zneski, oziroma lahko poleg kazni seveda mora pa tudi nakupiti tiste licence, ki jih potrebuje. Skratka, na področju skladnosti licenc je zelo, zelo pomembno, da je vse spravili. Skratka, zelo pomembno področje. Nažalost je pa tudi tako, da se pravila oziroma pogoji uporabe licenc se konstantno spreminjajo. Zato to zahteva kar veliko časa in pa tudi znanj od skrbnika, da te zadeve lahko sploh spremlja in da se jim prilagaja. Kot sem pa že na drugi strani omenil, je pa obstaja veliko tveganje, če tega ne počnete, da pride do neskladne uporabe.
Potem imamo varnost, kibernetska varnost, fizična varnost, se pravi, ko ima podjetje strežnike, je potrebno poskrbeti za varnost. Ko govorimo o kibernetski varnosti, se predvsem nanaša ta na varovanje pred, bomo rekli, kibernetskimi napadi. Priča smo zelo veliki rasti kibernetskih napadov, kasneje se bomo pokazali tudi nekaj statistik, kako zelo veliko je tega v celotnem svetu in pa tudi v Sloveniji. Tako da je kar zelo pereč problem. Kibernetski napadi oziroma te zadeve so ena izmed najbolj rastočih oblik kriminala v svetu. Prav, kriminalci, bomo rekli, kibernetski kriminalci so zavohali tukaj denar in zadeve, kibernetske napade izvajajo kjerkoli, kadarkoli, na komerkoli. In tista neka domneva, da se to ne more zgoditi, dejansko je samo domneva. Tako da veliko je kibernetskih napadov, priča smo jim tudi v Sloveniji, verjetno ste zasledili tudi v časopisih, novicah, skoraj vsak mesec se neka zadeva prijavlja glede napadov. Na drugi strani, ko imamo strežnike, je potrebno tudi fizična varnost, se pravi omejevanje dostopa, da nima vsakdo dostopa, potem fizična varnost pred požarje, pred poplavami, potem je potrebno poskrbeti, bomo rekli, tudi, da ne pride, če pride do izpada elektrike, da se s tem tudi elektrike ne počepe. Skratka, kar veliko nekih teh zadev je, glede varnosti, za katere je potrebno skrbeti. In to konstantno. Kot sem že prej omenil, glede samih kibernetskih napadov, sem pravil nekaj statistik, ki sem jih pravno prejel. In sicer v času pandemije se je število kibernetskih napadov povečalo za 300%. Tukaj govorimo tudi prijavljenih, mogoče veliko še neprijavljenih, ampak kar 300% povečanje. Zadeva je resna in raste. V letu 2021 je 64% podjetij po vsem svetu doživelo vsaj eno obliko kibernetskega napada. Pravi, več kot polovica podjetij je doživelo eno obliko kibernetskega napada. Po podatkih kaže, da je e-pošta primarna vstopna točka za 94% napadov z zlonamerno programsko opremo. Skratka, verjetno ste tudi sami že kdaj dobili elektronsko pošto, s kakšno priponko, s kakšnim linkom in podobno. Nepridipravi so ugotovili, da skozi elektronsko pošto najhitreje, bom rekel, pridejo do vas oziroma da izvedejo kibernetski napad. Oziroma tukaj ima veliko vlogo, bomo kasneje videli, človeški faktor, ki je najšibkejši člen in na ta najšibkejši člen se preko e-pošte osredotočijo napadalci. Ena izmed zaskrbljujočih zadev je pa tudi to, ko smo prej govorili o strežnikih, o kibernetski varnosti, da je potrebno zadeve spremljati, posodabljati. Je pa ta, da večina, 77% organizacij nima pripravljenega načrta za odzivanje na kibernetske varnostne incidente. Skratka, ni tistega nekega načrta, kako delovati v tem primeru, ko pride do kibernetskega napada. Ta načrt, to je pač del varnosti kibernetske, ki pač zajema več ljudskih segmentov, ampak kot vidimo, po podatkih podjetja tega nimajo. In pa eden izmed podatkov, ki mi je bil tudi zelo zanimiv, je, da traja 277 dni, da podjetje prepozna in omeji zlorabo podatkov. Skratka, zelo veliko časa preteče, preden nekdo sploh ugotovi, da je bil napaden, medtem se pa lahko marsikaj še zgodi, pridejo, že ukradejo podatke, prenesejo. Skratka, zelo zaskrbljujoči podatki, ki jih je potrebno seveda vzeti zelo resno, da in se pripraviti na te varnostne tveganja. Tukaj sem vam pripravil, prej sem govoril o e-pošti, eno e-pošto,
ki sem jo dobil pred dnevi z e-davkom. Dobil sem e-mail, spoštovani Marjo Pintar, davčno obdobje tega ste upravičeni do nadomestila toliko vračila davka Finančne uprave Republike Slovenije in tako naprej. Tukaj neka koda, ki bi jo poskeniral, neko geslo, skratka, zadeva mi je bila že sumljiva gore, ko sem pogledal na e-mail, od kje sem to dobil, sem dobil z info na e-davki.durs.com. Takoj, na prvi pogled zgleda čisto v redu mail, marsikdo bi tole kliknil, dobil bo denar, gremo. To je zagotovo eden izmed takšnih napadov, o katerih sem prej govoril, ki se dogajajo. Zagotovo ste v obdobju pandemije dobili tudi kakšne e-maile od DHL, Pošte Slovenije, kogarkoli drugega, seveda lažno predstavljanje. V tem času je zelo veliko ljudi naročalo prek interneta razne paketne in podobne zadeve in če je recimo dobil nek mail z Pošte Slovenije, da ga čaka paket in da mora klikniti tja, mora nekaj doplačati, je zelo veliko ljudi v bistvu ta mail zadev in so ljudje nasedali tem prevari. Skratka, e-maili so zelo boleča točka, ciljajo na posameznike in vas zlahka prevarijo, da pride pač do neke zlorabe, spletnih zlorab. Poznamo tudi zlorabe, kot so tehnična pomoč, gre za telefonske klice, primer kličejo za neko tehnično pomoč, pravijo, da so z Microsofta, da so odkrili nek virus in tako naprej in potem zahtevajo dostop do vašega računalnika in ko se enkrat to zgodi, je zadeva zopet, lahko rečemo, da je uspela z vidika kibernetskega napada. Tako, zelo pozoren treba biti pri vsem tem. Tukaj je mogoče res kar malo preveč nekih alinej, ki se jih ponavadi slajde ne dajo, ampak se mi zdi vseeno pomembno, to je potrebno za kibernetsko varnost poskrbeti. Prva zadeva je, da je treba poskrbeti za fizično varnost poslovnih prostorov. To smo že prej govorili o strežnikih, ko imamo strežnike, je potrebno poskrbeti za takšno fizično varnost. Potem treba imeti antivirusne programe, zagotoviti zaščito končnih točk. Potem, kar je pomembno, je redno posodabljanje strojne programske opreme. Zdaj zopet, če se vrnemo na strežnike, programska oprema, strojna oprema, posodobitve so pomembne. Potem zelo zaželena je neka dvofaktorska avtentikacija, močna gesla, ki se jih redno menja, ustvarjanje varnostnih kopij, pogledamo z vidika končnih uporabnikov, je potrebno premisliti, preden karkoli kliknemo, se pravi, če dobite kakršenkoli mail, pojavljajo se tudi maili z NLB-ja, z bank, karkoli, najbolje je, da res premislite, preden kliknete, oziroma če že mislite, da greste kar neposredno na spletno stran, naprimer banke in greste tam not. Skratka, zelo pazljiv treba biti. Potem seznanjanje z naprednimi tehnikami in taktikami, ki jih uporabljajo napredavci. Zelo dobro nameren svet, ampak zelo težko je vedeti, kakšne tehnike, taktike uporabljajo napredavci. To je eno področje, ki zahteva verjetno veliko znanj vsega s področja kibernetske varnosti. Potem 12. točka, pripravite politiko kibernetske varnosti in načrt. Zdaj smo pri tistih 77% podjetij, ki tega nimajo. Skratka, to je potrebno imeti. Potem lahko tudi tukaj varnostni pregled za odkrivanje varnostne ranljivosti, investiranje v kibernetsko varnost in pa ozaveščanje zaposlenih. Kot boste kasneje videli, človek je, oziroma ljudje smo najranljivejši člen pri kibernetski varnosti. Se pravi, ni samo varovanje kot tako software in podobne, ampak ravno to, da pridejo skozi ljudi do nekih podatkov, gesel, dostopa, računov in podobne.
Tako, to so neke smernice, ki jih je potrebno upoštevati. Ko govorimo o strežnikih, je potrebno zagotavljati primeren prostor. Prostor, ki je recimo potrebno tudi fizično varovati, kot sem že prej omenil, in pa tudi, na primer, potrebno je zagotavljati hlajenje, strežniki kar veliko porabijo elektrike, potrebno je hlajenje, vse, kar sodi zraven, da bi zadeve delovale, kot je potrebno. Ko smo pri elektriki, elektrika, strežniki, ko jih imamo, in pa tudi same te klime naprave, pač porabijo kar nekaj elektrike, kar recimo v današnjem času, ko smo priča rasti cene elektrike, ni zanemarljiv strošek, tako da na tej strani lahko pridemo do kar nekih velikih zneskov računa za samo elektriko, za delovanje strežnikov. Zdaj smo si nekako pogledali, kako delujejo zadeve, če imamo lastne strežnike, na kaj moramo biti pozorni, kako zadeve varovati in podobno. Zdaj gremo pa na drugi del te naše prezentacije, in sicer bomo govorili o računalništvu v oblaku in tako, kaj nam dejansko to računalništvo v oblaku ponuja. Zagotovo ste si že kdaj, vsakdo izmed vas si je najel kolo v Ljubljani, zdaj imajo še tudi Kranj, ostali, ali pa mogoče avto, ali pa mogoče skiro. Računalništvo v oblaku je podobno najemu nekih, je zelo podobno najemu. Sicer zakaj gre? Recimo, ko najamete avto, kar nekaj v zadnjem času, avto vam ni potrebno kupiti, ni potrebna registracija, ni potrebno vzdrževanje, plačate, ko ga potrebujete, oziroma po potrebi, ko se peljete z točke A do točke B. Skratka, v tem segmentu lahko primerjamo računalništvo v oblaku z najemom. Kot sem rekel, ni velike investicije, plačuje se po porabi, ni potrebno nekega vzdrževanja, ker smo prej videli fizično varovanje, razna elektrika in podobno. In pa računalništvo v oblaku deluje tudi po sistemu pay as you go, se pravi, tisto, kar potrebujete, tisto plačate. V tem segmentih lahko primerjamo računalništvo v oblaku z najemom. Pri računalništvu v oblaku lahko rečemo, da dobimo dostop do najnovejših tehnologij. Software in hardware ponudnikov oblakov sta nekjer, bomo rekli, najsodobnejša, ni potrebno dodatnih posodabljanj, ni skrbi za posodabljanje te opreme. Vsa tista skrb, ki jo imate strežniki, ko jih je potrebno kupiti, potem obnavljati na določeno leto, posodabljati software, skrbeti za skladnost. Vse to tukaj dobite, rekel, na veliko učinkovitejši način in vam ni potrebno tako zelo gledati na te stvari in imate dostop do najnovejših tehnologij. Pri oblačnih storitvah se največkrat pojavlja vprašanje dostopnosti, oziroma vsi se bojimo nekega izpada in podobnih zadev. Kaj pa, če damo podatke nekam drugam, pa zadeva dol pade, rečemo po domače, kaj bo potem. Skratka, pri dostopnosti in zanesljivosti v oblaku ponudniki oblaka zelo veliko dajo na to, ker če ne bi tega zagotavljali, če tega ne bi bilo, potem tudi računalništvo v oblaku ne bi beležilo tako rast. Mogoče samo za neko potrditev tega, recimo Microsoft zagotavlja dostopnost 99,5 do 99,9%. Zadeve so zelo na visokem nivoju glede same dostopnosti in zanesljivosti.
Zopet kibernetska varnost, tokrat če gledamo kibernetska varnost z vidika oblačnih storitev, rečemo, da je za varnost poskrbljeno na najvišjem možnem nivoju. Zopet tisto vprašanje, če za to ne bi poskrbeli tako, kot je potrebno, potem tudi ne bi vedno več podjetij uporabljalo to storitev v oblaku. Zakaj gre pri kibernetski varnosti? Prej smo govorili o tem, da je potrebno zadeve spremljati, da se treba izobraževati, da je potrebno na strežnikih posodabljati programsko opremo, potem izobraževati zaposlene in podobno. Tukaj bomo rekli, del te odgovornosti lahko dejansko nekako, če temu rečem, preložimo na ponudnika oblaka. Ponudnik oblaka skrbi za varnost. In v čem so zdaj te prednosti? Gre za to, da imajo te ponudnike oblakov najboljše, bomo rekli, strokovnjaki, ki spremljajo konstantno, več tisoč ljudi spremlja to področje in vejo, s čim se ubadajo. Poleg tega imajo na voljo vsa potrebna orodja za spopadanje s kibernetsko varnostjo. Zadeve izvajajo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Prej sem povedal podatek, da koliko je tisto število dni, ko podjetje sploh spozna, da so bili napadeni. Prav, pri kibernetski varnosti v oblaku je ta na zelo visokem nivoju, vedno je najsodobnejša kibernetska varnost in dejansko ponudniki oblakov skrbijo, da so te zadeve na najvišjem nivoju. Poleg tega pa računalništvo v oblaku omogoča tudi neke lažje in hitrejše nastavitve varnosti, kot pa recimo uporaba strežnikov in podobno. Zdaj, ker te ponudniki oblaka skrbijo za kibernetsko varnost na strokovnjake, so tudi, mogoče lahko rečemo, te kibernetski napadalci, so za kibernetske napadalce, bomo rekli, veliko trši oreh in se bojo prej odločali za napad nekih ranljivejših skupin, kot smo prej gledali, pa nekega velikega ponudnika. Prej sem že nekajkrat povedal, da je najšibkejši člen kibernetske varnosti človek in po Gartnerju je 95% tudi pri kibernetske varnosti v oblaku je bomo rekli, vzrok človek. Skratka, človek je tisti, ki povzroči, da pride do neke težave tudi pri kibernetske varnosti v oblaku. Glavni vzroki za pomanjkljivo varnost ali pa kaj pride do tega, je napačna konfiguracija oblaka. Če zadeve se ne nastavijo pravilno, lahko to povzroči varnostno vrzel. Potem neavtoriziran dostop in pa tudi prevzem oziroma vdor v račune in podobno. Skratka, vse je zopet nekje zelo, zelo povezano z človekom, s tem, da pridejo preko določenih ljudi do določenih računov in potem pač, bomo rekli, napadejo. Zato je zelo pomembno, najsi bo, da imamo strežnike svoje ali imamo računalništvo v oblaku. Pri kibernetski varnosti je zelo pomembno izobraževanje zaposlenih. Tako da to naj bo del vsakega plana, načrta, kakorkoli kibernetske varnosti v vsakem podjetju. Računalništvo v oblaku, ena izmed prednosti je tudi trajnost, kaj to pomeni. Po predvidevanju, naj bi do leta 2025 računalništvo v oblaku preprečilo izpust 229 milijonov ton CO2 v zrak. Kaj to pomeni? Če uporabljamo računalništvo v oblaku in storitve v oblaku, potem gre za učinkovitejšo rabo virov. Skratka,
nekaj, kar bolj učinkovita je raba virov, zopet imamo taki sistem poraba, kolikor potrebujemo, in vse to omogoča manjšo porabo elektrike in podobnih zadev. Tako da je to računalništvo v oblaku tudi trajno. Zdaj, koliko je to 629 milijonov ton CO2, jaz sem to nekje malo probal pregledati. Neko poprečno vozilo na leto spusti 4,6 tone CO2, če to prevedemo, to skoraj 136 milijonov vozil, kar je pa nekje 10% vseh vozil. Računalništvo v oblaku je trajnostna rešitev, ki z učinkovitejšo rabo virov omogoča tudi neko trajnostno strategijo samega podjetja. Ni zanemarljiva ta zadeva, ne, vemo, da tudi mnoga podjetja ali pa ponudniki ali pa stranke zahtevajo neko trajnostni pristop in računalništvo v oblaku lahko. Ko govorimo pri trajnosti računalništva v oblaku, je pa tudi naslednji dejavnik, je pa, da se vsi ponudniki se zavezujejo k rabi energij iz obnovljivih virov. Tukaj vidimo Google, se je zavezal, da bo porabil pri svojem oblaku 100% energije iz obnovljivih virov. Spodaj vidimo tudi Microsoft Cloud Services, tako so naredili neko analizo, kako učinkovitejše je, energijsko učinkovitejše so storitve v oblaku. Vidimo, Microsoft Cloud je 79-90% more, oziroma več energijsko učinkovit. Skratka, zavezanost ponudnikov v oblaku, rabi energije iz trajnostnih virov, je tudi eden izmed pomembnih dejavnikov trajnosti. Naslednja zadeva, ko govorimo o računalništvu v oblaku, se velikokrat povezuje tudi sodobno delovno mesto oziroma vzpostavitev sodobnega delovnega mesta. Tukaj najprej pomislimo na delo na daljavo, potem pomislimo o orodjih za komunikacijo, sodelovanje, kot je na primer današnji webinar, Microsoft Teams, to je neko orodje. Največkrat to delovno mesto povezujemo z orodji Microsoft Office 365, kjer lahko delamo na daljavo, delimo dokumente. Skratka, računalništvo v oblaku omogoča vzpostavitev sodobnega delovnega mesta za delo kjerkoli. Takšno sodobno delovno mesto v podatkih spremljamo, uporablja vedno več podjetij. Predvsem pa uporablja hibridno delovno mesto, gre za kombinacijo, ko delamo od doma in delamo na daljavo. Takšen način dela pripomore k večjem zadovoljstvu zaposlenih, potem prihranek časa je ogromen, če samo pomislimo zjutraj, ko je potrebno vstati, pa se odpraviti v službo, v gnečo, porabljamo gorivo, porabljamo čas, in zopet službe nazaj, pa mogoče zamujamo v vrtec, pa smo živčni, skratka tukaj se te zadeve odpadajo, imamo več časa, mogoče celo za spanje, za druženje z družino in pa podobne zadeve. Naslednja zadeva v zvezi z računalništvom v oblaku je skladnost in optimizacija. Govoril sem prej o skladnosti, veliko tega ne lahko predstavlja. Pri računalništvu v oblaku je ta skladnost, bomo rekli, nekoliko malo lažje spremljanja in pa lažje usklajujemo vse skupaj, vse te zadeve. Mogoče samo za en primer, če povem, Crayon je stranko Velux, verjetno si poznate okno, in sicer že nekaj let je njihov partner in
stalno spremlja zadeve glede licenc in pa podobnega. Zdaj, pred parimi leti je prišlo do tega, da sem uspel prihraniti v enem letu, se mi zdi, 2 milijona evrov. Zdaj, zakaj temu tako? Če so pa že prej 10 let te zadeve spremljali. 2 milijona evrov sem uspel prihraniti v Crayonu, ker so konstantno spremljali te pogoje, licence in te pogoje, licence konstantno spremenjajo, so pač v tistem letu, ko se to toliko spremenili, so jim uspeli prihraniti tako veliko denarja. Tukaj pa zdaj govorimo o optimizaciji IT sredstev, optimizacije licenc, optimizacije porabe v oblaku. Skratka, ta del je zelo pomemben in ta del je tudi nekje, kot sem že prej rekel, DNK, Crayonov DNK. Gre pa za to, da lahko v povprečju z optimizacijo se prihrani kar nekaj denarja. Zdaj, zakaj je optimizacija potrebna? Zopet se bom nanašal na Gartner, ki je naredil raziskavo in je zaradi prevelike uporabe nakupa novih tehnologij, nerabljene programske opreme, nerabljenih licenc. Podjetja so pač, ko so bila primorana v času pandemije, so vse tehnologije nakupovala, je prišlo nekje, ocenjujejo do 30% prevelike porabe v oblaku. Vse te zadeve se da zoptimizirati, da se pravi, ali so katere licence nerabljene, programska oprema nerabljena in vse zadeve tudi zoptimizirati. Ko govorimo o računalništvu v oblaku, smo zdaj videli, da določen del skrbi, del podobnih nalog, lahko rečemo odpade. Pojavlja se bo vprašanje, potem pa velikrat so nekateri rekli, potem pa ne potrebujemo IT oddelka oziroma IT-jevcev. Ni ravno tako. V tem primeru se IT-jevci bolj usmerjajo, bomo rekli, v storitve v oblaku, zadeve v oblaku in pa lahko se bolj posvetijo tudi inoviranju. Kaj to pomeni? Računalništvo v oblaku ponuja tehnologije, kot so umetna inteligenca, internet stvari, machine learning oziroma strojno učenje, se pravi nove rešitve, s katerimi lahko bistveno bolj in lažje inoviramo, na primer, ali naj gre za optimizacijo proizvodnje, optimizacijo dobave, optimizacijo vzdrževanja ali analizo stran. Skratka, tisti del nalog, ki odpade pri računalništvu v oblaku, se lahko IT-jevci bolj posvetijo inoviranju, če to tako rečem. Skratka, veliko je še nalog, del, ki so, ampak je nekje fokus bolj na inoviranju in razvoju podjetja. Ločimo različne infrastrukture clouda, kot sem že na začetku omenil, in če se spomnite na tiste prve slajde. Cloud infrastruktura je lahko hibridna ali pa multicloud. Tukaj gre za različno uporabo, različni pristop k storitvam v oblaku, o katerih bo pa več povedal sodelavec Rok. Rok Zeglarič je mednarodno priznan in večkrat certificiran IT strokovnjak z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju načrtovanja, implementacije in podpore infrastrukturnih rešitev. V Crayonu je pa zaposlen kot vodja storitvene ekipe, tako da Rok, jaz ti predajam besedo, da malo razložiš to hibridno in multicloud infrastrukturo. Hvala, Mario. Zdaj, tako kot je že Mario v začetku omenil, pojavljajo se skozi nekako to evolucijo oblaka različni scenariji
Od začetka smo govorili o privatnem oblaku, o javnem oblaku. Nekako se pa skozi čas pokazalo, predvsem ko govorimo o infrastrukturnem delu, da je nekako tista najboljša balansa nek hibridni oblak. Redko katera stranka pri nas in tudi v svetu se odloča za dejansko takojšnji prehod za vso infrastrukturo v oblak. In nekako to, kar smo videli v praksi, to, kar smo v praksi tudi počeli, je, da se določeni deli, določene IT storitve kot celota selijo v oblak. Se pravi, ko smo govorili o neki migraciji elektronske pošte, so se te stvari selile v oblak, potem tudi, kar se tiče infrastrukture za upravljanje z identitetami, in to je nekako, bom rekel, bila osnova za nek hibridni oblak. Definicije so različne, ampak nekako vsi se držijo, bom rekel, tega, da hibridni oblak pomeni nekako kombinacija javnega in privatnega oblaka, seveda za ustrezno povezljivostjo med njima. V zadnjem času se pa pojavil izraz tudi multi-cloud, se pravi večoblačno okolje, kjer pa dejansko opažamo, da stranke uporabljajo različne javne oblake, običajno tudi za različno področje njihovega IT-ja, se pravi, če govorimo mogoče o čisto osnovni strežniški infrastrukturi, je to lahko v nekem oblaku, če so pa to potem zelo specifični deli infrastrukture, kakšen data warehouse, kakšna kompleksna analitika, se pa le-te lahko nahajajo tudi v različnih oblakih. Scenariji za to oziroma razlogi za to so običajno različni. Lahko je cenovna ugodnost nekega oblaka za točno določeno infrastrukturo, lahko so pač rešitve, katere so stranke vajene že v preteklosti, pa potem iste tehnologije, isto orodje dobijo pri nekemu izmed ponudnikih oblačnih storitev, in bom rekel, prednost tega je, da so ta okolja potem neka zaključena celota, znotraj katere se seveda mora zagotoviti neka dosegljivost, neka visoka razpoložljivost, je pa kompleksnost takšnega večoblačnega okolja seveda za upravljanje in vzdrževanje kompleksnejša. Zakaj? Zaradi tega, ker to pomeni, da neko IT osebje, ki vzdržuje večoblačno okolje, pomeni, da kar naenkrat poleg nekega znanja lokalne infrastrukture, se pravi upravljanja strežniško infrastrukturo nad diskovnimi sistemi, mora kar naenkrat osvojiti znanja upravljanja različnih javnih oblakov. Tukaj lahko govorimo seveda o Azureu, o AWS-u, tudi Oracle, na primer, ima kar nekaj rešitev svojih tudi v javnem oblaku in uporaba vseh teh oblakov se povečuje. V praksi smo tudi v Sloveniji zaznali kar nekaj večoblačnih okolij, ne samo pri večjih strankah, ampak tudi pri manjših strankah, kjer so dejansko določene stvari tudi organsko se začele razvijati. Se pravi, v večoblačnem okolju niti ni nujno, da je kakšna infrastruktura lokalno, tudi neka podjetja, ki so rasla, ki so se razvijala, so lahko že v štartu začela uporabljati javno infrastrukturo, in potem so se glede na storitve pojavljali takšni prehodi v večoblačne scenarije. Mogoče to zdaj enkrat, Mario, izvoli besedo nazaj. Ja. Hvala. Hvala, Rok. Kar zdaj se nam bo tudi še pridružil, kjer bo pokazal različne modele uporabe oblaka, pa gremo zdaj kar naprej. Tukaj vidimo eno sliko primerjave stroškov strežnikov in pa
uporabe oblaka oziroma SaaS, Software as a Service, kar bomo kasneje videli, ker je način uporabe oblaka. Ta raziskava je pokazala, kje vsi uporabljajo ta simbol ledene gore. Ledena gora, vemo, vrh je viden, spodnji del je neviden. Je pokazala, da nekje pri strežnikih je 9% stroškov predstavljajo licence, programske opreme. To je tista zadeva, ki vidimo. Velik del stroškov je pa morda, bomo rekli, je skrit, ni neposredno povezan z vsemi, ni neposredno povezan z uporabo strežnikov. Blaga, implementacije, strojne opreme, vzdrževanja, treningov, IT personal. Skratka, velik del je nekje, bomo rekli, kot tisto črto, ki je jasno določena. Drugi strani, ko govorimo o storitvah v oblaku, pa lahko rečemo, da se stroški, velik del stroškov predstavlja ta fee oziroma, tako rečemo, najemnina, če smo prej uporabili ta izraz, pa en del stroškov pa seveda tudi predstavljajo prilagajanje in pa tudi trening. Skratka, pri strežnikih, lastnih strežnikih imamo kar veliko nekih stroškov, ki se nam pojavljajo konstantno, se pravi, potrebno marsikaj narediti, da zadeve delujejo, medtem ko pa pri storitvah v oblaku kar nekaj teh zadev, bomo rekli, ni več potrebno skrbeti na tako velikem, tako obsežno. Uporaba, poznamo različne modele uporabe oblaka, prej sem omenil SaaS, pa če kar tukaj na kratko povemo, on-premises zadeva strežnik, kjer imamo poln nadzor nad vsem upravljanjem. Potem imamo infrastructure as a service, naslednja stopnja je platform as a service in pa najvišja stopnja je software as a service. Mogoče samo za neko lažje ponazoritev zadev. Če na primer želimo spet pico doma, potem potrebujemo sestavine, potrebujemo pečico, potrebujemo posodo, potem moramo to zadevo speči, posodo pomiti, da je to skratka vse naredimo sami. Bolj ko se zdaj pomikamo, bomo rekli, proti desni strani, bolj je ta storitev je lažje. Je na sredini, ko rečemo, če želimo pico, gremo v pizzerijo, zopet moramo se tja odpeljati, tja naročimo, ampak veliko stvari odpade. Čisto na desni strani, če to nekako ponazorimo, je pa dostava na dom. Zaželimo se pico, pokličemo, dobimo na dom in zadeva je nekako rešena. Skratka, s to primerjavo želim samo ponazoriti različne modele uporabe oblaka. Bi pa zdaj Rok povedal še malo več z tehničnega vidika, kako se te zadeve razlikujejo. Mogoče, če vzamemo kar primer pice, v vsakmu teh scenarijev je pica tisti končen produkt, in v IT svetu pica predstavlja naše podatke. Se pravi, ne glede na to, za kateri izmed scenarijev se odločimo, na koncu smo vedno mi tisti, ki moramo skrbeti za naše podatke. Se pravi, tudi če je to v nekemu lokalnemu podatkovnemu centru, kjer je celotno upravljanje od najnižjega nivoja, se pravi od fizične infrastrukture, od postavitve mreže, diskovnih poljev, strežnikov naprej, ali pa na koncu tisto, kar je čisto na desni, pomeni, da smo mi še vedno skrbnik in uporabnik in dolžni zaščititi te naše podatke. Zdaj, bom rekel, on-premise scenarij je itak scenarij, katerega večina podjetij ima, tudi če so šli že v neko napredno rešitev. Ko govorimo pa pri storitvah v oblaku, se pravi as a service, je pa tisti ta prvi prehod na infrastructure as a service
zelo lep primer najem virtualnega strežnika v oblaku. Se pravi, ves tisti strojni nivo je nekaj, kar prepustimo nekemu, bom rekel, ponudniku storitev javnega oblaka v upravljanje. Mi na koncu koncev se odločimo za nek model virtualnega strežnika, ki ima dodeljeno določeno število jeder, določeno količino spomina, določeno velikost trdega diska, in to je naše pričakovanje, da bomo to dobili, ne glede na to, ali se to nahaja na enem fizičnem strežniku ali je to razvlečeno čez 3 fizične strežnike, to so performance, ki jih želimo. In tudi od operacijskega sistema naprej je upravljanje na naši strani. Če imamo na takšnem virtualnem strežniku nameščeno podatkovno bazo ali pa mogoče nek spletni strežnik, se lahko hitro odločimo za naslednji scenarij, ko govorimo o platform as a service, kjer dejansko lahko rečemo, ne želimo se več ukvarjati z operacijskim sistemom, za posodabljanjem operacijskega sistema, za backupom operacijskega sistema, želimo se ukvarjati samo dejansko s podatki, želimo se ukvarjati samo z aplikacijo. V tem scenariju imamo potem različne rešitve, kot so na primer SQL as a service, kjer dejansko dobimo na voljo samo podatkovno bazo, da lahko je to Microsoft SQL, lahko je to MySQL ali pa druge rešitve, in dejansko skrbimo za podatke, ki so notri v tej infrastrukturi. Čisto na desno imamo pa rešitev, ki se reče software as a service, tam pa dejansko tudi ne upravljamo niti več za platformo, lep primer software as a service so rešitve za Office 365 oblaka, kot so na primer elektronska pošta v oblaku ali pa Teamsi v oblaku, kjer mi sicer upravljamo in dodeljujemo dostop uporabnikom do teh storitev. Pri elektronski pošti seveda tudi preverjamo, kakšna pošta pride, nastavljamo